Ja. Mene zanima, a je vam že vnaprej v bistvu jasno, da teh podpisov potrebnih ne boste dobili, da omenjate gospoda Türka? Glede na dvoličnost parlamentarne demokracije v Sloveniji, včeraj smo bili priča, vse stranke so bile kritične do Kosova, polne kritik, nazadnje pa so vsi poslanci, skoraj vsi pritisnili tipko za, čeprav bo ta odločitev imela dolgoročne posledice za slovensko gospodarstvo. Glede na tak odnos, seveda, pričakujemo, da podpisov ne bomo zbrali. Oprostite, naredil sem napako, gospod Bogdan Barovič bi mogoče želel. Izvolite. Če ni več vprašanj. Jaz bi eno pojasnilo mogoče malo bolj. Boste zdaj izredno sejo sklicali zato, da bi se pogovarjali o poslovanju sklada ali o hrvaškem? Izredna seja bo sklicana z namenom, da se uredijo vsa odprta mejna vprašanja in seveda tudi predvsem problematika odtekanja dejansko zemljišč v roke tujcev. Če vzamemo samo primer, da Italija zelo posesivno, agresivno grabi tudi nepremičnine v Sloveniji z podporo bank Italije in da je Italijanov 60 milijonov, nas pa samo 2, lahko pričakujemo, da bo v kratkem resnično na prefinjen način uresničena ta meja, ki si jo Italijani že kar nekaj časa želijo. To je tam nekje pri Postojni. Kdaj boste torej pozvali predsednika Türka? Že jutri. Jutri sem na sestanku pri njemu, kot že rečeno, v svojstvu tega, da se pogovarjamo o imenovanju ustavnih sodnikov in namesto predsednika stranke, ki nima časa, bom na tem sestanku jaz in se ga bom vprašal tudi te. Če ni več vprašanja, se moram... Zanima me, kako komentirate kaj obveščenost gospoda Rupla okoli premikanja teh kamnov na Hotizi? Gospod Rupel se izmika svojim dolžnostem in mislim, da je že večkrat dokazal, da ni dorasel svoji funkciji, ki mu je zaupana. Tudi javno mnenje mu kaže in v bistvu govori o tem, da ni primeren za upravljanje tako pomembne naloge, kot je naloga zunanjega ministra, ampak vlada vztraja pri tem, verjetno do razrešitve ne bo prišlo, ker smo v občutljivem trenutku, predsedujemo EU-ju in ne verjamem, da bodo kogarkoli razrešeni. Kako ukrepi premijera Janše, povedal je mečano komisijo? Če želimo dejstva zamegliti, ustanovimo komisijo. Tu so potrebne reakcije. Prišlo je do večkratnih posegov na teritoriji Republike Slovenije, agresivnih posegov sa strani Hrvaške in mislim, da če že imamo bataljon vojske v tako imenovanem balkanskem občutljivem območju, ki naj bi urejala stabilnost in mir na Kosovem, bi lahko to vojsko, ki kar nekaj stane, €1 milijon na teden, uporabili tudi na našem mejnem področju, kjer je dejansko ogrožena teritorijalna nedotakljivost slovenskega teritorija. Kaj pravzaprav pričakujete od te izredne seje? Pričakujem, da bo Slovenija ravnala državotvorno, da se bomo vsi poslanci opredelili do sklepov, ki jih mora pripraviti vlada in da seveda na ta način damo jasno vedeti tudi Evropi, ki je malo mar do te problematike in pa tudi Hrvaški, da se ne more več s to politiko nadaljevati v tem kontekstu.